Pozdravljeni! Tudi tokrat je pred nami vikend, ki je posvečen dirki svetovnega prvenstva Formule 1. Pred nami je uvodni prispevek k veliki nagradi Mehike. Verjetno ste opazili, da tudi tokrat je urnik objave prispevkov vezanih k veliki nagradi zamaknjen za en dan. In razlog je seveda podoben tistemu, ki sem ga imel pred tednom dni na veliki nagradi Združenih držav. Namreč prosti treningi, kvalifikacije in sama dirka se po evropskem času odvijajo ponoči. In ukolikor bi začel z delom takoj po končani aktivnosti na progi, bi lahko prispevek objavil tam med 2. in 3. uro zjutraj. Čeprav verjamem, da marsikomu izmed vas so moji prispevki nadvse zanimivi, dvomim, da bi kdo resnično čakal objavo do 3. ure zjutraj. Zato sem se odločil za ta zamik, ampak brez skrbi potrudil se bom v soboto, nedeljo in ponedeljek prispevke objaviti čim prej, torej v dopoldanskem času. Tokrat bo uvodni prispevek razdeljen na tiste 3 običajne dele, kjer si bomo v prvem ogledali zanimivo dirko iz preteklosti, vezano seveda na veliko nagrado Mehike. V drugem bomo malce našo pozornost usmerili k lastnostim same proge bratov Rodriguez in imeli bomo kar nekaj zanimivih točk, na koncu še minutito ali 2 za vremensko napoved. A preden začnemo z našim ustaljenim ritmom, še nekaj. Namreč prav tu ob veliki nagradi Mehike se je obravnavalo protest ekipe Alpine. In argumenti francoske ekipe so bili dovolj dobri, da so spremenili končni vrstni red prejšnje dirke velike nagrade Združenih držav. Fernando Alonso so brisali kazen in je dirko sedaj končal na 7. mestu. In verjetno o tem je marsikdo od vas že bral novico, ampak potrebno si vzeti trenutek ali 2, da bomo bolje razumeli, zakaj se je to zgodilo. Namreč na veliki nagradi Združenih držav je bil seveda Fernando Alonso kaznovan, ker je vztrajal na progi, kljub temu, da njegovo vzvratno ogledalo ni bilo pritrjeno fiksno na njegov bolid in potencialno je bila to nevarna situacija. Situacija, ki bi zahtevala črno zastavo z oranžno piko, kar pomeni takojšen postanek v boksih, ker bi mehaniki tisti slabo pritrjen del dobesedno odlomili. A to se strani direkcije dirke ni zgodilo, zato so pri ekipi Haas vložili protest. Težava je v tem, da so ga vložili prepozno. Namreč pravilnik in seveda kodeks ima določene roke, ki določajo, koliko časa ima določena ekipa, da dokumentacijo vloži. In to, da je bil prvi protest vložen prepozno, so ugotovili tudi komisarji na sami veliki nagradi Združenih držav, ampak odločili so se, da gre za neko izjemno okoliščino in protest dovolili. A tu smo videli, da v Formuli 1 napake se ne popravlja z napako. Namreč prva napaka je bila ta, da sami komisarji niso zavihteli že prej omenjene zastave. Druga napaka je seveda bila ta, da so protest dovolili. Namreč pri ekipi Alpine so vložili seveda nov protest, kjer so se začeli spraševati sploh, kako lahko komisarji odločajo o nekih izjemnih okoliščin.
Namreč te pravice nimajo zapisane nikjer v nobenem pravilniku in v nobenem mednarodnem kodeksu. In seveda, po preučitvi primera so ugotovili, da imajo prav. Kljub temu, da ostaja dejstvo, da Fernando Alonso je vozil z bolidom, ki bi se moral ustaviti v bokse, ker je bilo štrleče zrcalo nevarno. Torej, Fernando Alonso, kljub temu, da je kršil pravilnik, ni bil kaznovan, ker so drugi nerodno postopali. Samo toliko v razlago, kaj se je zgodilo. A sedaj pustimo to ob strani in poglejmo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Mehike leta 1986. Sezona kot taka je videla prevlado ekipe Williams z njihovim bolidom F2V11 in seveda turbomotorjem Honda. A poleg tega iz sezone 1986 menim, da je najbolj znamenita fotografija tiste skupine voznikov, ki so se borili za naslov prvaka, in govorimo seveda o Nelsonu Piquetu, Nigelu Mansellu, Alenu Prostu in ne smemo pozabiti na Ayrtona Senno. A na veliki nagradi Mehike smo videli čisto drugačno situacijo. A najprej si bomo ogledali, kaj se je pravzaprav tu zanimivega zgodilo. Bila je predzadnja dirka v sezoni in prva velika nagrada Mehike po letu 1970. Bila je tudi prva dirka na progi bratov Rodriguez. In seveda predtem, ko smo imeli veliko nagrado Mehike, je ta potekala pravzaprav na istem območju, na nekoliko spremenjeni progi, ampak leta 1986 so progo posvetili tema dvema velikima junakoma mehiškega motošporta. Takrat proga seveda je bila poznana kot Magdalena Mexicana. A poleg tega smo lahko videli kar nekaj zanimivih dejstev. Na samih kvalifikacijah, kot vam je verjetno jasno, nobenih presenečenj in nobenih pretresljivih dogodkov. Najhitrejši Ayrton Senna, Lotus Renault. Za njim Piquet pa Mansell, oba z Williamsom F2V11, ki sem vam ga pokazal malce prej. Na četrtem mestu pa že prvo presenečenje. Gerhard Berger z Benettonom B186. Njegov zaostanek za najboljšim časom Ayrtona Senne 619 tisočink in bil je četrti. Danes si lahko predstavljate, kje bi se znašel s takim zaostankom. A treba je povedati, da ekipa Benetton je takrat prvič nastopala v svetovnem prvenstvu Formule 1. Predtem je bila znana kot Toleman. Benetton pa je bil pokrovitelj, naprimer tako pri ekipe Tyrrell, kot kasneje pri Alfa Romeo. Govorimo o pravem Alfa Romeo, ne o tistem, kar gledamo danes na štartnem razporedu. A vseeno, pri Benettonu so se odločili kupiti britansko ekipo Toleman, s katero je pred leti tudi debitiral Ayrton Senna, in začeli so svojo uspešno pot v svetovnem prvenstvu Formule 1. A verjetno nihče se ni zamislil, da prav na veliki nagradi Mehike bodo presenetljivo dosegli svojo prvo zmago. In dosegli so jo seveda z Gerhardom Bergerjem, voznikom, ki je nam, navdušencem, dobro znan. Takrat je bil znan v svetu Formule 1, ampak to je bila v bistvu njegova prva zmaga. In zakaj je Berger takrat zmagal? Enostavno, po večini zaradi pnevmatik, ki jih je imel na razpolago. Pri Benettonu so bili znani po tem, da so imeli radi pisane barve. In takrat njihov dobavitelj pnevmatik je bil Pirelli. A da bi bili še bolj pisani in nekako živobarvni, so pri Benettonu tudi pobarvali pnevmatike vsako v drugo barvo,
in tako pritegnili pozornost. A pnevmatike Pirellija so imele leta 1986 neko lastnost, ki jo pri Goodyearju niso imeli. Čeprav te pnevmatike niso nudile toliko oprijema, je bila njihova življenjska doba daljša. In vsi favoriti so se med veliko nagrado Mehike ustavili, da so zamenjali kolesa in tako so lahko imeli na razpolago novejše, sveže pnevmatike. Pri Pirelliju to ni bilo potrebno in Gerhard Berger je tako dosegel svojo prvo zmago. Zase in za Benetton, kar je tudi zanimivo, to je bila pa zadnja zmaga za legendarni BMW M12/13. In tudi to si velja zapomniti in nekako razumeti, zakaj je velika nagrada Mehike iz sezone 1986 tako posebna. A proga v Mehiki je seveda posebna tudi zaradi drugih stvari. Namreč, če se mene vpraša, kako lahko z 3 črkami opišemo progo v Mehiki, bi dejal, da je to proga, kjer velja pravilo 3 M-ov. Namreč v Mehiki velja, da imajo bolidi aerodinamično podobo iz Monaka, ampak aerodinamični oprijem iz Monze. Verjetno marsikdo pozabi, da je tu nadmorska višina 1238 metrov. Torej, zrak je toliko redkejši, da je tudi aerodinamični učinek manjši. Ampak ta nadmorska višina po svoje nekako odvzame oprijem, ampak po drugi strani tudi zmanjša zračni upor. Nič čudnega ne bi bilo, če bi tu lahko videli tudi končno hitrost, ki bi bila nad 360 km/h. V sezoni 2021 na sami dirki smo videli, da Lance Stroll jo je presedel. In seveda tudi proga kot taka ni nič posebnega. Namreč dolžina kroge je 4304 metre in ima 17 ovinkov. Na tej skici lahko vidimo, da ima 3 območja DRS, ampak samo 2 detekcijski točki. Tudi to si velja zapomniti. Ampak konec koncev, če si bomo sedaj ogledali ono znano tabelo Pirellija, bomo videli, da kar se tiče pnevmatik, pravzaprav ni zahtevna. Seveda vidimo, da v primerjavi s tistim, kar smo gledali v Austinu, so se sile, ki delujejo na pnevmatike, nekako pomaknile navzdol. Vrednosti so med 2 in 3. Seveda vidimo 2 stolpca, ki izstopata, in to je seveda proga, ki se bo med vikendom izboljšala, in aerodinamični oprijem, ki je na najvišji stopnji, čeprav nudi najnižji oprijem, kar sem vam razložil malo poprej. A vidimo lahko, da zaradi nadmorske višine je že sama lokacija zanimiva in marsikdo se bo sedaj vprašal, kaj pa pogonski sklop. Namreč to, da je nižji tlak, pomeni, da je v kubičnem metru zraka tudi manj atomov kisika. In to velja v primeru, da imamo na primer atmosferske motorje. Ampak sodobni elektrohibridni pogonski sklopi Formule 1 so, poleg ostalega, tudi prisilno polnjeni, imamo turbokompresor. Zato se samo zviša to vrednost in motor z notranjim izgorevanjem bo dobil prav toliko atomov kisika, kot jih dobiva v Monaku ali Monci. Za konec si bomo pa seveda še na hitro ogledali vremensko napoved. Namreč tudi tu v petek, soboto in nedeljo bomo imeli enake razmere, delno oblačno, temperature med 14 in 25 stopinj Celzija.
torej idealno za dirko svetovnega prvenstva Formule 1. Možnost dežja, kot vidite tudi na tej drugi napovedi, enaka nič. Nekaj padavin bo pred dirkaškim vikendom in po njem. A to nas, navdušencev Formule 1, nas ne zanima. Glavno je, da med naprimer prostimi treningi, kvalifikacijami in samo dirko ne bo kakšnih neprijetnih presenečenj. A zaenkrat kaže, da ne. Za uvodni prispevek je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.